Bila je tako ljubljena in bila je kot najdragocenejše malo bitje, tako močna in lepa in namenjena nečemu. Pred le nekaj leti se je zdelo, da gre vse v pravo smer za mlado poročeni par. Bil je vojak ameriške vojske v Anchorageu, bila je bojna medicinka nacionalne garde, ki se je iz Utaha preselila na Aljasko, da bi bila z njim. A vse to se je sesulo, ko so Sorajo Barney prijavili kot pogrešano in jo nato našli mrtvo. In dokazi proti njenemu lastnemu možu bi ga zdaj lahko za leta spravili za zapahe. Zarija Hildebrand gre na sojenje zaradi njenega umora. Pravo in kriminal sta na Aljaski zaradi postopka. In danes, ko izbirajo poroto, si bomo podrobneje ogledali ta tragični primer. Dobrodošli v oddaji Sidebar, ki jo predstavlja Pravo in kriminal. Sem Jesse Weber. Ne morem verjeti, dan očetov je že skoraj tu. Kam je šlo leto? Kam je šel čas? Če še vedno iščete darilo, spoznajte pametni mesni termometer Chef IQ Sense. To je skrivnost kuhanja na restavracijski ravni brez stresa. Torej, ne glede na to, ali ste izkušen mojster žara ali pa samo poskušate speči nekaj stejkov za poletje, je pametni termometer prava sprememba. Nič več prekuhavanja, nič več ugibanja, če je meso že pripravljeno. Ne. Chef IQ vam natančno pove, kdaj je vaše meso pripravljeno na vsakem koraku. Samo vstavite brezžično sondo in izberete svojo nastavitev. Vi se sprostite in počakate na obvestila iz aplikacije, brez da bi stalno stali ob žaru, kot to počne veliko ljudi. Deluje tudi s pečicami, dimniki, kuhalnimi ploščami, cvrtniki na vroč zrak in za vse vrste beljakovin. Prime rib, perutničke, losos. Resno, za ta očetovski dan je čas, da dvignete standarde, brez besedne igre in kuhate samozavestno. Uporabite kodo Sidebar za 40% popusta na celotno ponudbo na chefik.com. Trenutno se v Anchorageu na Aljaski tožilci, odvetniki obrambe in sodno osebje pripravljajo na zelo pričakovano sojenje. Zarius Hildebrand je obtožen, da je ubil svojo novo ženo, Sorajo Barney, in odvrgel njeno truplo blizu odtočnega jaška. Po navedbah preiskovalcev je nato sodeloval v obupnem iskanju 21-letne bolničarke nacionalne garde, domnevno se je pretvarjal, da je obupan, čeprav je bil edini, ki je vedel, kaj se ji je v resnici zgodilo. To je obtožba. In da bo jasno, velja za nedolžnega, dokler mu ne dokažejo krivde. Prav, imel bo priložnost predstaviti svojo obrambo. In želim se poglobiti v to, vendar vas moram najprej popeljati nazaj v čas. Septembra 2021 se je Zarius Hildebrand pridružil vojski, poroča Anchorage Daily News. In aprila 2020 je prispel na Aljasko. Ameriška vojska je za Daily News povedala, da je bil član topniške posadke dodeljen 2 pehotni brigadni bojni skupini 11. zračno-desantne divizije in da je bil nameščen na skupni bazi Elmendorf-Richardson. V istem obdobju je bila Soraja Barney v Utahu, kjer je po poročanju Daily News služila v nacionalni gardi kot operaterka radarskega sistema za iskanje topniškega ognja. Ko se je leta 2023 preselila na Aljasko, je bila dodeljena poveljstvu in poveljniški enoti nacionalne garde Aljaske. Delala je tudi v lokalni restavraciji z imenom Bread and Brew. Zdaj naj bi se Hildebrand in Soraja spoznala med osnovnim usposabljanjem leta 2020. Poročila sta se decembra istega leta. Manj kot leto kasneje so Sorajo našli mrtvo, Hildebrand pa je bil obtožen njenega umora. Preiskava se zdaj osredotoča na ta konec tedna avgusta 2023. Par naj bi se s prijatelji odpravil v Dave & Buster's, da bi v soboto, 5. avgusta, praznovali Hildebrandov 21. rojstni dan. Domnevajo, da sta nato odšla v bar in se nato okoli 2 ure zjutraj v nedeljo, 6. avgusta, vrnila v svoje stanovanje. To naj bi bil zadnjič, ko so Sorajo videli živo. Vendar Hildebrand njene pogrešanosti ni prijavil do ponedeljka, 7. avgusta. Informacije o tem, kje je bila Soraja in kdaj v tisto nedeljo, so se večkrat spremenile. K temu bomo prišli v trenutku. A vendar so bile organizirane velike iskalne skupine, da bi našli Sorajo. Plakati o pogrešani osebi so preplavili družbena omrežja. Zdaj je Hildebrand sam delil letak z napisom "Posodobljene informacije o moji pogrešani ženi". In nato z velikimi črkami "Prosim, delite in ponovno objavite". Sorajina mati, Meredith, je takoj odletela na Aljasko, ko je izvedela, da je njena hči pogrešana in se pridružila obupanim iskanjem, ki so vključevala tudi pasji park ob jezeru University Lake, kjer je Soraja rada preživljala čas.
Meredith je za Anchorage Daily News povedala, citiram: Zarius je ure in ure hodil z mano naokrog in iskal mojo hčer, čeprav je vedel, da je mrtva. Večkrat mi je lagal in se pretvarjal, da je zaskrbljen mož. V četrtek potem, ko je bila Soraya prijavljena kot pogrešana, je policija njeno truplo našla v kanalizacijskem jašku ob poti blizu njenega stanovanjskega kompleksa. Videti je bilo, da ima strelno rano na levem sencu. To je zapisano v kazenski ovadbi. Imejte to v mislih glede tega, o čemer bomo govorili. Tako so Hildebranda aretirali. Odpeljali so ga v zapor v Anchorageu in ga obtožili umora prve in druge stopnje ter prirejanja dokazov. In spomnite se, omenil sem, da je časovnica za nedeljo 6. avgusta nekoliko zmedena. Razlog, zakaj to pravim, je ta, da je Hildebrand po navedbah ovadbe, vložene na sodišče, policiji domnevno povedal naslednje. Hildebrand trdi, da je morala Soraya, ko sta se tisto nedeljo zbudila, iti v službo. Imela je službo v bližnji sendvičarni, vendar sta bila po njegovih besedah oba mačkasta in se nista počutila dovolj dobro, da bi vozila. Tako se je po njegovih besedah Soraya odločila, da bo šla peš v službo. In spet, Bread and Brew. To je približno kilometer stran od stanovanja. Po navedbah v pritožbi je citat, Zarija povedala, da je Soraya pozabila vzeti telefon, ko je odšla od doma, je pa vzela torbico in denarnico. Zarija je povedal, da je ugotovil, da Soraye ni. Kasneje tisti dan, ko je šel po Sorayo ob 19. uri in ugotovil, da Soraya sploh ni prišla v službo. Zarija je povedal, da jo od takrat naprej išče. Zarija je povedal, da je šel do vseh prijateljev domov, poklical Sorayine starše, kontaktiral vse bolnišnice in zapor. Zarija je povedal, da se je vozil po soseski, ko se je odločil poklicati policijo 36 ur potem, ko jo je videl oditi od doma. Zdaj, po sodnih dokumentih je policist očitno prevozil pot, ki bi jo Soraya prehodila med stanovanjskim kompleksom in restauracijo, tisto, po kateri naj bi hodila. To območje je po poročanju prav tako preiskalo 60 do 70 prostovoljcev, vendar je niso mogli najti. Medtem so policisti govorili z njenimi sodelavci v Bread and Brew, kjer je delala približno 2 meseca. Rekli so, da Soraya v nedeljo 6. avgusta ni prišla. Pravzaprav tukaj je, kaj piše v ovadbi. Citiram: Zaposleni so povedali, da so v nedeljo ob 10:45 prejeli sporočilo s številke Soraye, 45 minut potem, ko je Zariju sporočal, da je zapustila hišo, v katerem je sporočila, da ne bo prišla na delo. Zaposleni je odgovoril, da mora Soraya poklicati Craiga, lastnika, in mu povedati za odsotnost. Nekdo je s Sorayinega telefona sporočil, da nima Craigove telefonske številke. Rekla je, da je osebi, ki je pošiljala sporočila, dala Craigovo telefonsko številko. Craig je povedal, da ga nihče ni kontaktiral. Tako zaposleni kot Craig sta povedala, da vesta, da ima Soraya Craigovo telefonsko številko v telefonu, saj ga je morala poklicati zadnja 2-krat, ko je sporočila odsotnost z dela. Pogovarjal sem se s Sorayino mamo, ki trenutno ima Sorayin telefon. Rekla je, da je Craigova številka shranjena v Sorayinem imeniku kot direktor Bread and Brew in ni shranjena kot Craig. To je zelo zanimiva informacija, ker kaže na to, da naj bi te sporočila pošiljal nekdo drug kot Soraya. Nekdo, ki ni poznal postopka za sporočanje odsotnosti z dela in tega ni vedel. Craigova številka je že shranjena v imeniku, samo ne pod njegovim imenom. Torej, ovadba tudi navaja, da je policija odkrila, da je nekdo poklical številko 911 okoli 2:45 zjutraj v nedeljo in povedal, da je slišal strel, ki je zvenel zelo blizu. Ko so policisti tisto noč prišli na kraj dogodka, niso našli ničesar sumljivega, so zaključili klic, vendar so preiskovalci kasneje, glede na kazensko ovadbo, ugotovili, da je bilo okno klicatelja čez majhno dvorišče od Hildebrandovega stanovanja. V torek, dan potem, ko je prijavil, da je Soraya pogrešana, je Hildebrand po poročanju govoril s policijo v stanovanju in povedal, da je odšla okoli 10 ure zjutraj peš na delo, oblečena v delovna oblačila. Ko pa so policisti govorili z eno od Sorayinih prijateljic, je ta trdila, da Soraya v nedeljo sploh ni nameravala iti v službo in je že povedala, da se bo opravičila. Zdaj bi lahko rekli, da si je morda premislila, vendar je to spet sumljivo. V kazenski ovadbi je preiskovalec zapisal: Zariusa sem vprašal glede sporočila iz Sorayinega telefona v službo ob 10:45, potem ko je že zapustila hišo, in glede dejstva, da je bil telefon še vedno v hiši. Zanikal je, da bi poslal sporočilo in ni znal pojasniti, kako se je to zgodilo. To je šele začetek, ko govorimo o sumljivih dokazih, sumljivem vedenju,
domnevno spreminjajočih se zgodbah, dokazih, ki so jih zbrali preiskovalci, saj bodo ti trdili, da kažejo na kaznivo dejanje. O tem bom še govoril. In želim biti še enkrat zelo jasen, ko se lotimo tega, da je Zarius Hildebrand, obtoženec v tem primeru, nedolžen, dokler mu ne dokažejo krivde. Prav? Torej, želim vse to pregledati. Ne bom pa tega naredil sam. Naj se nam ponovno pridruži odvetnik za kazensko pravo Erik Fatis. Erik, najlepša hvala, da ste si vzeli čas. Preden se sploh poglobimo v več obtožb, več kazenske ovadbe, več domnevnih dokazov, vam želim nekaj predvajati. To je Sorajinina mati Meredith, ki se je pogovarjala z mojo kolegico Anžaneto Levi o tem, kako je skupaj s Hildebrandom iskala svojo hčer, preden je izvedela, kar trdi, da je resnica. Tukaj je, kaj je povedala. Zarja me je v ponedeljek zvečer poklicala s svojega mobilnega telefona in mi povedala, da je pravkar prijavil pogrešano osebo na policiji. Poskušal naj jo je mene in mojo sestro voditi na različna mesta, ker so se nekako oddaljili od skupin, ki jih je imela vojska. Ampak razen tega je bilo res tako, tukaj je njen telefon, tukaj je njen računalnik. Tako da je bilo res zelo mešano, ker je bil moj prvi občutek, da to ni v redu. To sem si mislila že od trenutka, ko sem prejela klic. Torej, Erik, mislim, da bi to lahko predstavili na več načinov, kaj ne? Vsaka stran lahko to predstavi drugače. Po eni strani bi lahko rekli, če jo je ubil, je to res izprijen podrobnost, saj poskuša prikriti svoje sledi in narediti vtis, kot da nima nič s tem. Po drugi strani pa, če s tem nima nič, če je nedolžen, je morda samo poskušal narediti vse, kar je lahko, da bi našel svojo pogrešano ženo. Prva stvar, ki me zanima je, ali bi lahko o tem pričala, če bi jo poklicali na sodišče? Mislim, da je to zagotovo, Jessie, verjetno izjava nasprotne stranke. Torej, če jo tožilstvo pokliče, lahko govori o vseh izjavah, ki jih je obtoženec dal njej in so pomembne, in seveda izjave, ki bi jih lahko razumeli kot poskus zavajanja, vključno z materjo domnevne žrtve, bi bile zelo pomembne. Vsa ta situacija, ki sem jo prej omenil, odhod v službo, to, da je šla peš v službo, čeprav naj bi bila oba mačkasta, torej je šla peš v službo, ki je bila 1 miljo stran. In potem sporočilo s telefona. Trditev je, da očitno ne bi bilo od nje, ker veste, torej nekdo, ki ne ve, kako ima v telefonu shranjen Craigov stik. Kako bomo šli skozi preostale dokaze? Povej mi kaj o teh delih. Kako domnevno obremenilno je to? Jessie, mislim, da so sporočila res problematična za Hildebrandovo. Poglej, policiji pove, da je pustila telefon doma, ko je šla v službo. In potem 45 minut potem, ko reče, da je odšla, je s njenega telefona postalo sporočilo. Kdo bi ga lahko poslal, se res sprašujem. In potem vsebina sporočila nakazuje, da avtor ni domnevna žrtev, ker je imela domnevna žrtev številko s hefa shranjeno v telefonu le pod drugim imenom. Ampak oseba, ki se poskuša izdajati za to domnevno žrtev, tega ne bi vedela. Zato bi verjetno vprašala o tem, kar je ta, ki je pisal sporočilo, tudi storil. In po kazenski ovadbi ni imel res dobrega pojasnila, zakaj je bilo sporočilo poslano, kar tudi ni dobro. Naj grem na tole. Torej, pogledaš kazensko ovadbo. V njej piše, citiram, Zarius je sprva povedal, da je vso nedeljo ostal doma in, citiram, vegetiral. To je spet po navedbah organov pregona. Kasneje je spremenil svojo zgodbo in povedal, da je šel ven in opravil nekaj opravkov. Zarius je detektivom povedal, da ga za ženo ni zares skrbelo do 22. ure. Takrat je šel ven in se vozil po soseski ter jo iskal. Zarius je povedal, da je s prijavo o pogrešani osebi počakal do ponedeljkovega večera, ker je mislil, da bo morda našel svojo ženo in da gre za nesporazum. Erik, videli smo, da je to pomemben dejavnik v številnih primerih. Kdaj partner oziroma partnerica pokliče organe pregona? In to je lahko takoj, lahko je nekaj ur kasneje ali pa nekaj dni kasneje. To tožilci včasih uporabijo. Kako misliš, da to vpliva v tem primeru? Kako odvetnik obrambe to pojasni oziroma opraviči? Veš, z vidika obrambe, Jessie, obstaja veliko razlogov, zakaj bi oseba lahko nekoliko odlašala, preden bi pred enim organom prijavila neko situacijo. Veš, nimam veliko informacij o naravi njunega odnosa, kako je potekal v zadnjih mesecih. Veš, Ali sta imela težave, sta imela spore? Veš, ali se je doma dogajalo še kaj drugega, kar morda ni bilo prijetno, a ni bilo povezano z izginotjem domnevne žrtve?
To so vse razlogi, zaradi katerih bi se človek lahko vprašal, ali naj pokliče policijo in ali bodo tukaj v naslednjih 30 minutah. Ali pa, veš, ali naj nadaljujem z svojimi ukrepi in poskušam najti to osebo tam, ker mislim, da bi lahko bila. In mislim, da obstajajo nekatera možna pojasnila, ampak je tudi nekoliko sumljivo videti. Če se vrnemo k pritožbi, nadaljujmo. Citiram. Medtem ko je bil v hiši, je Zarius dal APD dovoljenje, da si ogledajo okolico in se prepričajo, da Soraya ni doma. Detektiv LLV je opazil, da edina postelja v hiši ni imela rjuhe in je bila prekrita samo z zaščitno prevleko za vzmetnico. LV je prav tako opazil, da je bil na kuhinjski mizi komplet povsem novih, še vedno zapakiranih rjuh. Zarius je povedal, da je te rjuhe pred enim tednom kupila njegova žena. Dejal je, da je bila na postelji rjuha. Rahlo je dvignil zaščitno prevleko za vzmetnico in nam pokazal napenjalno rjuho pod prevleko. Vprašali smo Zariusa, ali lahko pogledamo pod rjuhe in dvignemo vzmetnico, da preverimo, ali je njegova žena tam spodaj. Rekel je, da ne smemo iskati pod posteljo, ker so tam, citiram, neprijetne stvari. Na koncu nam je povedal, da so to stvari, ki jih uporabljata za seks. Vprašali smo ga, ali bi lahko te predmete odstranil, medtem ko bi mi pogledali stran. In spet je rekel, da ne smemo pogledati pod posteljo. Erik je bil videti sumljiv. Še en sumljiv pogled. Veš, Jesse, kdo pa da napenjalno rjuho pod nadložek? To res nima smisla. Videti je, kot da je bilo nekaj prirejeno in da je nekdo načrtoval nekaj v zvezi s to posteljo. Ena stvar, ki jo je treba imeti v mislih, pa je, da Hildebrandova izjava, da ne moreš iskati pod posteljo, nisem prepričan, če bo porota to sploh slišala. Običajno ne moreš uporabe ustavne pravice šteti v škodo drugi osebi. In to v resnici pomeni, da ne privoliš v preiskavo, kar je uveljavljanje pravice iz 4. amandmaja. Torej, porota morda ne bo slišala, da je rekel, da ne smeš pogledati pod to posteljo. Zanimivo. Torej, ali je tam vprašanje naloga, ali je tam vprašanje 4. amandmaja? Mislim, da so v tistem trenutku policisti njega vprašali, hej, ali lahko pogledamo pod posteljo? In on je rekel ne, kar je uveljavljanje 4. amandmaja. Kolikor razumem, pa je policija na to pridobila nalog. In to bi odpravilo morebitne težave v zvezi s tistim iskanjem. Mimogrede, ko bomo to obravnavali, bom to ves čas ponavljal. To je pravica kazenskega obtoženca. Samo on se lahko odloči, ali želi pričati. In to pogosto vidimo predvsem v primerih samoobrambe. Ampak v tem primeru, ker naj bi imel Zarius Hildebrand toliko domnevnih stikov z organi pregona, mislite, da bi lahko stopil na pričo in pojasnil svoje vedenje? Mislite, da bi mu to pomagalo? Veste, poglejte, stari 21 let ne deluje posebej prefinjeno. Če pogledate nekatere napake, ki jih je naredil že pri stikih s policijo, so precej osnovne. Tožilec bi ga med navzkrižnim zaslišanjem zasul z vprašanji o sporočilih, o postelji, o stvareh, ki so jih kasneje našli, kar je zelo problematično. In ali bi lahko vse to res učinkovito pojasnil? To je vprašljivo. V redu, nadaljujmo, saj so detektivi odkrili še en sumljiv podatek. Domnevna potovanja Hildebranda v različne trgovine. Spomnite se, najprej je trdil, da je vso nedeljo ležal in vegetiral. Nato pa je očitno spremenil zgodbo in rekel, da je opravljal nekaj opravkov. Kakšni so bili ti opravki? No, po kazenski ovadbi so detektivi ugotovili, da je Zarius Hildebrand v nedeljo 3-krat obiskal trgovino Fred Meyers. Citiram, en nakup ob 12. uri 12.26 en, ob 18. uri 18.12 in en ob 22. uri. Kupil je kozarec omake marinara, komplet rjuh iste znamke, kot so bile na mizi, prevleko za vzmetnico, nekaj vodikovega peroksida, prazno stekleničko z razpršilom in nekaj raznih izdelkov za osebno higieno. Erik, hej, samo kupujem kup stvari. Lahko bi izbral stvari, za katere misliš, da bi jih uporabili pri zločinu ali prikrivanju. Ali pa je to nakupovanje stvari, ki jih lahko uporabiš za prikrivanje zločina. In potem kupiš še druge stvari, da bi izgledalo, kot da je to tvoj običajen nakup. Naprimer, omaka marinara. Ne vem, povej ti meni. Veš, ali je bil njegov nakupovalni seznam naslovljen kot pripomočki, ki jih potrebuješ za prikrivanje prizorišča zločina? Ker tako se sliši, kot da je to kupil.
In povrhu tega, Jesse, veš, kdo gre 3-krat v enem dnevu v trgovino? Lahko si predstavljam, da greš enkrat, nekaj pozabiš, greš nazaj malo kasneje. Ampak da greš nazaj 3-krat, vsake 4 ure. In potem pogledaš, kaj je kupil. In začneš si govoriti, tukaj so čistila, tukaj so drugi materiali, ki bi jih lahko uporabil za prikrivanje stvari, da bi se izognil odkritju. Veš, zdi se, kot da se zanka zateguje. In ko še naprej pregledujemo ta dejstva. In da bo jasno, na splošno je zgodovina nakupov zelo težko izpodbijati za obtoženca, ker obstajajo posnetki nadzornih kamer, na katerih vstopaš. Včasih je kamera, ki te posname, veš, kako kupuješ stvari, obstajajo računi, tako da je lahko težko. Zdaj, v sredo tistega tedna želim preiti na ta del. Sreda tistega tedna. Torej, to je bilo preden so našli telo Soraje. O tem smo že govorili. Detektivi so dobili nalog za preiskavo stanovanja, za preiskavo apartmaja. In kar naj bi našli, je bilo grozljivo. Citiram. Ekipa za preiskavo kraja zločina, APD, je dvignila vzmetnico v spalnici. Vzmetnico so opisali kot prepojeno s človeško krvjo. Na vzmetnici je bilo toliko krvi, da je prepojila preprogo in leseni okvir. Ekipa za ogled kraja zločina je uporabila tudi razpršilo z reagenti za kri, imenovano Blue Star, ki naredi kri, ki je s prostim očesom običajno nevidna, vidno. Reagent so razpršili na več delih hiše, vključno s kopalnico, klemi in kadjo. Po razprševanju Blue Starja je bilo mogoče latentno kri videti po vsej kadi in na nekaterih tleh, najverjetneje po poskusih čiščenja. V ovadbi piše dalje. Ekipa za preiskavo kraja zločina, APD, je iz hiše zasegla tudi 2 pištoli. Ena pištola je bila popolnoma nabita. Pri eni pištoli je v nabojniku manjkal en naboj. V stanovanju niso našli nobene tulca. Erik spet izgleda res slabo. Ali obstaja kakšen prostor za razumen dvom tukaj? Mislim, najprej začnimo s tem. Nisem povsem prepričan, ali bi lahko obrambni odvetnik kakorkoli preprečil, da bi te dokaze sploh dopustili. In drugič, če te dokazi pridejo v poštev, mislim, kako jih pojasnijo poroti, kako jih, veste, izpodbijajo. Zaslišijo preiskovalce o tem, govorijo o pokvarjeni preiskavi, površnem policijskem delu. Ker veste, že če to preberete, lahko vidite, kako to izgleda. Ja, Jesse, nekaj stvari. Če sem jaz obramba v tem primeru, raziskujem znanstveno veljavnost tistega sredstva, tistega spreja, ki ga je uporabila policija in za katerega trdijo, da naredi nevidno kri vidno. To zveni precej čarobno. Ali je bilo to že dovoljeno na sodiščih? Ali je bilo to sprejeto na sodišču na Aljaski? Ali je to znanstveno zanesljivo glede tega, kar prikazuje? Ali je lahko lažno pozitiven rezultat? Ali lahko prikazuje kaj drugega? To so vsa vprašanja, ki jih mora obramba preučiti, da bi to poskušala izključiti. Če to ni izključeno, to še vedno ne izključuje možnosti nesreče. To ne izključuje možnosti samomora, ne izključuje možnosti samoobrambe. In čeprav je zelo problematično, to še ne pomeni, da je primer popolnoma jasen. Zanimivo. Ja, že sem videl primere, kjer je morda težko pojasniti čiščenje, ampak lahko rečeš, da veš, nisem ubil te osebe ali nisem umoril te osebe. Veš, zmedel sem se, bil sem neumen, bil sem paničen, ampak to še ne pomeni, da sem, veš, morda je šlo za primer samoobrambe, ali pa sem to osebo našel mrtvo ali kaj podobnega. Nisem ravno povsem prepričan, kam bo obramba šla v tem primeru, ampak je nekaj zanimivega za razmislek. V tem času so detektivi začeli prejemati poročila o mobilnem telefonu gospoda Hildebranda in odkrili, da je poleg teh 3 obiskov v Fred Meyers domnevno obiskal tudi Lowe's. Zaposleni v Lowe's so detektivom pokazali posnetek, na katerem naj bi Hildebrand kupoval velik 96-galonski smetnjak s kolesi. Policisti so začeli iskati ta smetnjak okoli stanovanja in ga na koncu našli na zadnjem delu tovornjaka za urejanje okolice, ki je bil parkiran v kompleksu. V njem naj bi bila kri. Zato so detektivi prišli do teorije, da mora biti Sorajino telo nekje v bližini. Takrat so poslali dron, da bi jim omogočil pogled na pot od zgoraj. In takrat je operator drona rekel, da je videl nekaj, kar je bilo videti kot vzglavnik in nekaj, citiram, svetle barve, spodaj v 4 do 5 čevljev globokem odtočnem jašku. Citiram. APD in AFD sta uspela izvleči človeške ostanke iz odtočne cevi.
Človeški ostanki so bili pozitivno identificirani kot Soraya Hildebrand. Zdi se, da ima strelno rano v levem sencu. Erik, mislim, da je ena stvar govoriti o lovsu, ampak gre tudi za lokacijo trupla, kaj ne? Veš, veliko govorimo o celotnosti dokazov v tem primeru. Ampak lokacija trupla, če bi nekdo drug to naredil, od vseh krajev, kamor bi lahko odložil truplo, veš, če mu podtikajo, ja, odloži ga blizu hiše. Ampak hkrati je drugi način gledanja na to, da nekdo, če tožilstvo pravi, da je on to storil, ni ravno prefinjen. Najde ta kraj blizu hiše. Mislim, da je lokacija trupla zelo zanimiva. Ja, več predmetov. Lej, 360-litrska smetarska kanta. To je približno velikost človeškega telesa. Tako, to bi bil eden od razlogov, zakaj bi to kupil. In potem, kot si rekel, ko pogledaš celoto, pogledaš še ostale pripomočke, ki jih je kupil, pogledaš lokacijo trupla. Zdi se, da je to blizu kraja, kjer je bil Hildebrand, verjetno je za to vedel, verjetno je imel dostop do tega. Veš, kdo drug v bližini bi še lahko vedel za to? To je pošteno vprašanje. Veš, ali so bili v bližini še kakšni drugi gradbeni delavci, ki bi lahko imeli kakšen razlog, da bi želeli škodovati domnevni žrtvi tukaj? Veliko vprašanj ostaja, vendar, ko pogledamo vse stvari skupaj kot celoto, se ti dokazi zdijo precej prepričljivi. Naj te nekaj vprašam. Izbira porote. Koga si želiš v poroti kot tožilec? Koga si želiš v poroti, če si na strani obrambe? Seveda, torej kot tožilec si želim ljudi, ki razumejo zakonske spore, ki morda razumejo tudi družinsko nasilje, morda so kaj takega videli v svojem zakonu ali v zakonu ljudi, ki jih poznajo. Ker mislim, da bo tožilstvo moralo dokazati nekakšen motiv za to, zakaj bi to storil. Ali je bilo v njegovem zakonu vse v najlepšem redu, ali pa so bile težave, kar bi lahko koristilo obrambi. Želite ljudi, ki so odprtega duha, ki ne bodo, slišali ene strani in to sprejeli kot sveto resnico, samo zato, ker so to policisti ali tožilci. Želite ljudi, ki so kritični misleci, ki bodo rekli, hej, kakšne so druge možne razlage, ali obstajajo stvari, ki jih še niso izključili. In katere informacije nam manjkajo, ki bi jih rad videl? Mislim, da je to način razmišljanja, ki si ga želite z vidika obrambe. Uvodne izjave, ne, v takem primeru. Vedno mislim, da lahko včasih z uvodnimi izjavami celo zmagaš primer. Čeprav, mimogrede, uvodne in zaključne izjave niso dokazi. Kako bi to predstavil, če bi bil tožilec? Kako bi to predstavil, če bi bil obramba? Če bi bil tožilec, bi izpostavil neskladnosti. Izpostavil bom neskladja, ki jih je izrekel Hildebrand. Stvari, ki so dokazano neresnične in jih lahko pokažemo z dokazi, so zavajajoče. In potem nekako namignem, zakaj bi nekdo zavajal, ko je njegova žena izginila in ko je kupil, smetnjak velikosti človeka in vse te pripomočke za prikrivanje zločina. Na strani obrambe bom govoril o tem, da glede na dokaze, ki jih imamo trenutno, ne vemo, kdo bi to lahko storil, ne vemo natančno, kaj se je zgodilo. Ali smo lahko izključili možnost, da je to storil nekdo drug? Ali smo lahko izključili možnost, da si je to storila sama? In ne želim metati sumov, samo postavljam vprašanja na podlagi nekaterih stvari, ki jih je treba povezati z dokazi v tem primeru. In mislim, da sta tu dva možna pristopa v uvodni izjavi. Še ena stvar, ki jo želim raziskati. V intervjujih za Anchorage Daily News so prijatelji in družina opisali Sorayo kot toplo, zvesto, delavno, z močnim občutkom poslanstva in tesnimi družinskimi vezmi. Prijateljica, s katero je delala v Utahu, Kylie Clark, je za Daily News povedala, da je Soraya trdo delala. Če je bila povabljena kamorkoli, je vedno prišla, ne glede na vse. Tako na nek način, ta primer žrtvi doda osebno noto. V odgovor na vprašanja o odnosu med Sorayo in Hildebrandom pa je dejala, citiram, zdela sta se res srečna. Zdaj podvomila je v teorijo, da je Soraya pustila telefon doma. Citiram, ta zgodba preprosto ni imela smisla. Nikoli ne odloži telefona. Stara je 21 let. Ta stvar je prilepljena na njeno roko. To je ključna točka. Ampak Erik, sprašujem se, ali bo to obramba izpostavila? Tip kar tako ubije svojo ženo. Nima smisla. Vsi so bili srečni.
Čeprav oba veva, da to ne bi bilo prvič, ko je zunanja podoba drugačna od tega, kar se v resnici dogaja za zaprtimi vrati. Seveda, veš, porote v takih primerih želijo imeti smiselno zgodbo. Preden nekoga zavedno zaznamujejo s to rdečo znamko in vedo, kakšna kazen jih čaka, če to storijo, želijo biti prepričani. In zato si kot porotnik želiš imeti neko povezanost v svoji glavi. Zakaj bi nekdo to storil? Kakšen bi lahko bil motiv tukaj? Mislim, da mora tožilstvo predstaviti vsaj nekakšen motiv. Včasih je to finančni motiv, včasih je sovražnost, včasih je sociopatsko vedenje. In nisem prepričan, kaj bi lahko bil potencialni motiv v tem primeru, ampak mislim, da mora tožilstvo to pojasniti. Poroti morajo predstaviti razlog, zakaj bi Hildebrand pri 21 letih ubil svojo ženo, ki je bila prav tako stara 21 let, in to v, kot kaže, grozljivih okoliščinah. Zdaj je Sorajina družina zanjo pripravila spominsko slovesnost v pasjem parku ob jezeru University. Dobiš občutek, kaj ta izguba pomeni za prijatelje, družino, skupnost. To je res grozna, tragična situacija. Kar zadeva Hildebranda, naj bi se njegovo sojenje začelo ta teden. Obtožba umora prve stopnje prinaša najvišjo kazen, po našem razumevanju do 99 let zapora. Preden končava, Erik, kako poteka izrek kazni, pri tem, veš, do 99 let? Kako kaj takega sploh deluje? Običajno, če je oseba obsojena za umor prve stopnje, gledaš na najvišjo kazen. Obstaja razumna verjetnost, da bi dobil 99 let, veš, tudi pri 21 letih. In tudi, če mu ne bi bilo treba odslužiti vsakega dne te kazni, mislim, da v praktičnem smislu gleda na preostanek svojega življenja za rešetkami. Zdaj obstaja tudi druge obtožbe. Obstaja obtožba za umor druge stopnje, obstaja tudi obtožba za prirejanje dokazov. Če je oproščen hujše obtožbe, a spoznan za krivega pri eni od manjših obtožb, ima sodnik nekaj diskrecije. In sodnik bo upošteval kaznivo dejanje, za katero je bil obsojen, okoliščine pa tudi njegovo starost. Prav tako, če nima kazenske preteklosti in kakršenkoli prispevek skupnosti, vključno z njegovo vojaško službo. In če ni obsojen za najhujše kaznivo dejanje, ampak za kaj manjšega, je lahko kazen, njen razpon, zelo različen. In težko je napovedati, kakšna bo kazen. Veste, 20 let, 40 let, 60 let, težko je reči. Preden zaključimo, bom še nekaj ugibal. Ne vem, ali bodo to storili, nimam pojma. Spet samo ugibam. Obramba na podlagi duševnega zdravja, nekdanji vojak, PTSP. Spet samo ugibam, nimam nobenih dokazov, da bi trpel za čim takim. Ampak me zanima, ko govorite o obrambi na podlagi duševnega zdravja, ne o neprištevnosti, ampak o zanikanju določenih elementov kaznivega dejanja. Ali mislite, da bi morali biti na to pozorni? Res pa trenutno ne vem. Mislim, da moramo biti na to pozorni tako med fazo sojenja, kot tudi med fazo izreka kazni, če do tega pride, če bo obsodba. Veste, včasih med fazo sojenja, če obstaja kakšna težava z duševnim zdravjem, lahko to vpliva na sposobnost osebe, da ima za obsodbo potrebno stopnjo naklepa ali zavedanja. Torej, veste, tukaj namerno ubiti nekoga ali se zavestno vključiti v dejanje, ki predstavlja veliko tveganje za smrt, če je oseba duševno tako neuravnovešena, lahko to poroti povzroči dvom o tem, ali je lahko oblikovala tako duševno stanje. V fazi izreka kazni, če bo obsojen, bo sodnik zagotovo upošteval kakršnekoli težave z duševnim zdravjem, ki se pojavljajo. In te bi lahko šle v korist obtoženca. Tako da ja, to je zagotovo nekaj, na kar moramo biti pozorni. Erik Fatis, najlepša hvala, da ste si vzeli čas. Res cenim. Lepo je biti z vami. In to je vse, kar imamo za vas trenutno tukaj na Sidebarju. Hvala vsem, da ste se nam pridružili in kot vedno, prosim, naročite se na YouTube, Apple Podcasts, Spotify ali kjerkoli poslušate svoje podcaste. Lahko nas spremljate tudi na NBC-jevi platformi Peacock. Če me želite spremljati, sem na X, Instagramu ter v moji oddaji na News Nation, Jesse Weber Live, od ponedeljka do petka ob 23 uri po vzhodnem času. Se vidimo naslednjič, vsi skupaj.